Želim vam en lep dober dan. Pred nekaj dnevi sem vam obljubila, da bom predstavila metodo dvigovanja po čustveni lestvici. Ta metoda se uporablja takrat, ko želite znižati stopnjo upora, kar vam bo povečalo stopnjo dopuščanja. Ker v bistvu takrat, ko imamo mi neke skrbi, ko nas je nečesa strah, potem imamo v sebi en upor in ta upor nam ne omogoča, da bi lezli po čustveni lestvici navzgor, ampak nas tišči samo še navzdol. Torej, kaj je potrebno storiti? Vas zanima, kako to deluje? No, tako. Ker vam želim pomagati, da boste bolj razumeli kreiranje in premišljeno ustvarjanje, boste s tem dosegli boljše čustveno stanje. Torej, s pomočjo dvigovanja po čustveni lestvici boste dosegli boljše čustveno stanje, kar vam bo prineslo tudi več manifestacij, več uresničitev vaših želja. Čustveno lestvico uporabljate tako, da poiščete čustvo, torej definirate čustvo, ki ga trenutno občutite. Nato to čustvo, ki ga trenutno občutite, zamenjate z mislimi, z besedami, ki vas bodo popeljale iz blokade in tega čustvenega upora v stran, ki bodo vso to balast razblinile. Jaz sem iz knjige Esther Hicks napravila povzetek, da bo to čim krajše. In sicer, dvigovanje po čustveni lestvici je predstavljeno z 6 koraki. Prvi korak je torej tak, ki sem ga že omenila, da določite čustvo, ki ga trenutno občutite, pa ni treba, da zdaj to, ko ga vi določate, da je čisto točno, ali je to jeza, zaradi katere je v ozadju neka skrb in tako dalje. Pač, da imate čim bolj pregled nad tem, kar vi občutite po vašem mnenju in kaj vi po vašem mnenju, kako ga vi opredeljujete to čustvo. Nima veze, če ga drugi drugače. Važno je, kako ga vi občutite. Dobro? Torej, določite čustvo, to je prvi korak. Drugi korak je, da zožite območje. Na primer, če čutite nemoč, ali pa, nemoč, ali pa da se nečesa bojite, ali pa da, na primer, nimate poguma stopiti naprej, lahko to nemoč mogoče opredelite v skrb. Jaz vam bom čustveno lestvico dodala zraven v sliki, da boste lahko videli, kako ta čustvena lestvica izgleda in kako se iz enega negativnega stanja povišuje v višje negativno stanje, ki je boljše od prejšnjega negativnega stanja. Jaz močno upam, da vam bom to predstavila res tako, da boste razumeli. Torej, drugi korak je, da zožite območje. Ko vi zožite območje, boste bolj vedeli, pri čem ste. Nato izberete eno misel, ki vam prinese olajšanje. To je lahko afirmacija, to je lahko karkoli, kar bo vam prineslo olajšanje. Naprimer, če vi sebi izrekate, da bom kar tako preprosto povedala, ko se pogledate v ogledalo, kako jaz danes gledam, je misel, ki vam bo prinesla olajšanje ta, da si rečete, danes pa si čudovita. V tem smislu. In to vam dvigne vibracijo. Če tudi vi v tistem momentu tega ne čutite tako močno, je to dejansko res. Ko vi, ta mihica me pa skozi moti, ko vi dosežete eno olajšanje, s tem znižujete stopnjo upora. In potem dobite vpogled v situacijo in ta vpogled vas bo popeljal do boljšega počutja. To je 4. korak, vpogled. 5. korak je osvobajanje upora in
To, kar sem že prej omenila, to osvobajanje vam dejansko sprosti čustvo do tega, da pridete do boljšega stanja, boljšega razpoloženja, bomo tako rekli. Tako, potem se pa zgodi, da se dvignete. Zato je 6. korak, dvigni se po čustveni lestvici, kjer se počutiš veliko bolje. V bistvu sem to ves čas tudi sedaj sproti govorila, ampak po korakih zapišite se jih, jaz vam bom podala čustveno lestvico in boste sami videli, da je to zelo pomembno znati in obvladati. Ni vam treba znati čustvene lestvice čisto na pamet, ne. Se samo tu pa tam pogledate, sami boste potem z rednim izvajanjem dvigovanja po čustveni lestvici prišli do tega, da boste takoj zaznali pri sebi tisto negativno čustvo, ki vam povzroča blokado in boste znali sprostiti potem, da si boste z miselnim vzorcem spremenili svoje razpoloženje. Vedite, da vsako izboljšanje vam daje možnost nečesa boljšega. Tudi če je izboljšanje majhno, če čutite, da je samo majhno izboljšanje, imate že možnost nečesa boljšega. In vesolje vam bo vaše želje na ta način dosti lažje manifestiralo. Lepo se imejte v tem nedeljskem dnevu. V Mariboru je prenehalo deževati, ne vem, kako je pri vas. Napišite mi, kako je kaj drugod po Sloveniji. Adijo!